Lepo pozdravljene, gospe in gospodje. Danes smo se odločili za izjavo v prvi vrsti zaradi tega, ker so nekatere trditve, ki jih poslušamo od včeraj zvečer do pa tudi danes dopoldne, češ da pri SVIZ-u na včerajšnjih pogajanjih ni prišlo do približevanj, preprosto skregane z dejstvi. Govorim seveda o nekaterih izjavah, ki jih je dala spoštovana gospa Kozlovič. Sicer so nekoliko ambivalentne te izjave, vendar to, da se mi ne bi približevali, ne drži in je v nasprotju s tistim, kar je sama vodja pogajalske skupine vlade rekla po sestanku pri gospodu Cerarju in ostalih dveh vodjih koalicijskih strank. Kot veste, je rekla, da se sindikati približujemo in da je ostalo nekaj malenkosti odprtih. In tako je tudi v veliki meri v resnici bilo po koncu včerajšnjih pogajanj. Namreč že na tem sestanku koalicijskega vrha, na katerega smo bili povabljeni tiste skupine, ki smo ta trenutek v stavkah, je bilo povsem jasno opredeljeno, da vlada oziroma v tem primeru še koalicijske stranke zaznavajo slabše vrednotenje strokovnih delovnih mest v vzgoji in izobraževanju. To je izpostavil tako predsednik vlade in napovedal, da zaradi tega bodo morali izobraževalke in izobraževalci dobiti nekaj več, kar je potrdil tudi gospod Erjavec, predsednik Desusa, ki je enako ugotavljal, da je potrebno da tu ni mogoče iti z neko pavšalno vsem enako logiko, ampak da je treba te zaostanke, če ne želimo imeti negativnih posledic za eno od ključnih področij, ki vpliva na kakovostno prihodnost naše države, da je treba tukaj pač narediti korak ali dva več. In potem je gospa Kozlovič tudi eksplicitno povedala, kaj so se dogovorili vse tri koalicijske stranke, da bi v tem primeru se z nami dogovorili. Na ta način smo se potem pogajali, prišli do uskladitve vseh ključnih vprašanj, ki so bila izpostavljena v naših stavkovnih zahtevah. Dogovorili smo se o zvišanjih plač pomočnic vzgojiteljic, učiteljev in drugih strokovnih delavcev, svetovalnih in knjižničarjev. Dogovorili smo se za posebno delovno mesto razredništva, in dogovorili smo se, da se karierni razpon za učitelje in druge strokovne delavce, ki je bistveno nižji kot v drugih delih javnega sektorja, za en plačni razred poviša. To je bilo natančno tisto, kar je gospa Kozlovič že povedala, da so koalicijski partnerji pripravljeni na to pristati. To je kot posledica tega, da se teli obkroženi trije stolpci, ki pomenijo izobraževanje v vrtcih, v osnovnih in srednjih šolah in visokem, na univerzitetni izobrazbi, to vam bomo tudi razdelili, nekoliko povišajo navzgor in približajo nekemu povprečju v javnem sektorju. To je vse celotno bistvo naših prizadevanj, ki so se artikulirale tudi v stavki, da se pač strokovno delo, ki je tukaj očitno zaostaja, nekako ne, bom rekel,
preide v ospredje, ampak da vsaj pride do nekega povprečja. Ali če hočete, s tistim našim izrazom ne želimo si nič več kot drugi, želimo imeti toliko kot drugi, ker zdaj nimamo. In kot veste, je potem, ko smo se to uskladili, je bilo potrebno napraviti čistopis tega dogovora, tega nekakšnega, bom rekel, evalvacije tega, kar smo se na teh pogajanjih dogovorili, kar je naredila naša ekipa, kolegica Nadja Gec z naše strani, z vladne strani dva ali celo trije člani pogajalske skupine, Lidija Apohal in državna sekretarka Andreja Barelakota, in so se o tekstu uskladili. Je bil usklajen, tako kot smo se dogovorili, je bil potem tudi napisan in potem poslan na pogajanja k gospe Kozlovič na vlado, ki se je takrat že pogajala z drugo skupino. Jaz sem dobil njen klic in ona je potem ta usklajen tekst obeh strani, ki je bil verifikacija tega, kar se je na pogajanjih zgodilo, zavrnila podpis. Pri tem naj povem nekaj, kar je izrazito prizadelo včeraj, pa bilo sprejeto negativno. Mi smo imeli napovedano stavko za jutri, ki zadeva ogromno število ljudi, 40.000 zaposlenih in ogromno število staršev, ki s to stavko pravzaprav imajo same negativne posledice, čeprav za njo nosijo nobene odgovornosti, se v celoti zavedamo. Pa vendar se gospe Kozlovič ni zdelo potrebno, da bi ostala na pogajanjih do konca in z nami to parafirala. Ampak je to delegirala na to skupino, ki sem jo imenoval. Ampak še vedno ob jasnem soglasju, zakaj smo se dogovorili, kar sem naštel na začetku. In ta prebija, ta podcenjujoč odnos, ki ga ima vlada do izobraževalcev in izobraževalk, postaja v resnici izrazito moteč, da ne rečem kakšne hujše besede. In na tej točki moram reči tudi nekaj povsem subjektivnega. Jaz sem seveda učitelj zgodovine in umetnostne zgodovine, ki je sam učil dolgo časa na srednji elektrotehniški šoli v Ljubljani na Vegovi. Učitelji smo do neke mere potrpežljivi. Znamo tudi kakšno stvar narediti za druge, ne da bi takoj izstavljali račune. Smo v pogajanjih mnogokrat se postavili na skupne interese. Ampak potem, ko pa enkrat pokažete, da pa dejansko prezirate to profesijo, da vam je malo mar za njo, postanemo pa trmasti, odločni in bojeviti. In to se je natančno zgodilo včeraj. Prav zaradi tega ponižujočega odnosa, ki ga je vlada kazala do nas, ki smo bili tako rekoč na robu tega, da se sredina stavka odpove in smo bili prepričani, da imamo praktično vse pogoje. Čeprav so tri stvari v tem dogovoru posebej izpisane, ki niso bile usklajene. Ampak to niso bistvene stvari. Niso bili usklajeni datumi zvišanja plač, ker mi v Svizu smo rekli, dajmo za tiste, ki se jim izboljšujejo plače, to opraviti v dveh korakih. Konec letošnjega leta, natančno septembra, in konec drugega leta preostanek tistega, kar ostane septembra 2019, medtem ko je vlada ustrajala še na enem datumu 2020. Ampak to je bilo nekaj, kar je bilo možno seveda v teh pogovorih, če bi bila stavka odpovedana, seveda zlahka zapreti. In ni ostalo usklajeno nekaj, na kar smo pa izrazito občutljivi. Namreč vlada, in kot kaže tudi od druge skupine dosegla že neko soglasje, predlaga, da se vsa napredovanja, ne glede na to, kdaj pridete ste do njih upravičeni, izplačajo konec vsakega leta, decembra. To najbolj prizadene spet šolnike, ker imamo 3 datume med letom za dosego zvišanja nazivov,
ko vam podelijo nov naziv in ga potem bi morali tudi plačati. Tu vlada privarčuje 50 milijonov, največji del na račun izobraževalcev in izobraževalk. In kot veste, zamrznitev neizplačevanja delovne uspešnosti, ki bi jo morala vlada začeti plačevati od 1. januarja v skladu z dogovorom, ki je bil podpisan lansko leto, privarčujejo še dodatnih 100 milijonov. 150 milijonov v teh predlogih, ki niso predmet stavkovnih zahtev, pa jih vlada forsira, vlada v resnici privarčuje. In jasno, zaradi tega, ker so se stvari tako obrnile, bomo mi zdaj ravnali na sledeč način. Mi bomo za ceno stavke in njenega zaostrovanja v prihodnjih tednih in mesecih, če bo potrebno, vztrajali, da vlada sprejme tisto, kar so pooblaščeni vladni pogajalci pri polni zavesti tu z nami se dogovorili včeraj zvečer. In je potem gospa Kozlovič v tistem telefonskem klicu meni rekla, da tega ni več pripravljena parafirati, kar smo se dogovorili. Pri tem bomo kategorično vztrajali, bomo trmasti, bojeviti. Ne bomo izpostavljali več novih zahtev, ampak tukaj pa zadeva bo šla do zadnjega dne pred volitvami, če bo potrebno, ker iz nas se pa norčevali oblasti ne bodo. Mi smo se nekaj dogovorili in zdaj ima vlada dolžnost, da to spelje, kakor želi in hoče, od tega ni mogoče več odstopiti v nobeni točki. Tiste 3 nebistvene stvari, ki so odprte, smo se pripravljeni o njih dogovoriti na kompromisen način. Zdaj, jaz seveda pri celi stvari ne razumem zgolj ene reči. Naše stavkovne zahteve so bile v celoti osredotočene na to, da bi se to delo malce bolj pomaknilo proti tistim, s katerimi se primerjamo, v tem primeru recimo uradniki in državna uprava. Ob tem še enkrat, jaz vem, kako delajo državni uradniki in uradnice. In nekateri elementi tega dela so skrajno zahtevni in pogosto kritizirani na pamet. In tukaj tudi ni nobenega dvoma, da mi podpiramo to, kar dela skupina kolege Počivalška, torej da pride do izboljšanja plač v javnem sektorju v čim širšem delu tega javnega sektorja, če je le mogoče. Ampak tu je pa nekaj stvari, ki jih je pa treba vedeti. Ne morejo eni napredovati dvakrat in ne moremo mižati hkrati, da ni razvrednotenja izobraževalnega dela, ki ga vlada vsakič znova potrdi in pokima. Da je res tako, potem pa ravna obratno. Tukaj nekaj ni v redu in ta nekorekten odnos, bom rekel, ta cinizem oblasti, ki eno govori, drugo pa dela, pregovorni cinizem je na tej točki izrazito na delu. In če bomo mi morali stopnjevati stavko, zdaj bomo počakali do konca marca po jutrišnji izvedbi in če do konca marca ne bo tega, kar sem rekel, da pričakujemo, potem bo ponovna silovito zastavljena stavka v aprilu, kjer bomo ponovno skoncentrirali ljudi v Ljubljani, 17. bo verjetno, ob začetku zadnjega zasedanja parlamenta, naslovili zahteve tudi na poslance koalicije in šli, če bo potrebno, tudi pred posamezne sedeže koalicijskih strank, ki bodo v teh zahtevah ki se do našega položaja ne bodo jasno opredelili, če bo potrebno, in na koncu bomo končali na Kongresnem trgu, tako kot smo prvič. Ali je to res potrebno početi? Ali preizkušajo, koliko volje je v nas, koliko je odločnosti,
priporočam, spoštovani gospodje in gospe v vladi, bolje, da ne, kajti mi smo ta trenutek najbolj, bom rekel, ziritirana skupina v tej državi, ki se natančno zaveda, kaj je na tehtnici. In račun bo velik, če bomo šli do konca. Ne zato, ker bi si mi to želeli, ampak zato, ker nas to neetično, nekonsistentno ravnanje vlade dobesedno sili v to. Drugega alternativne možnosti nimamo. Hvala lepa. A je mogoče menite, da so pri včerajšnjem večeru, tako kot se odvil, igrali veliko vlogo tudi sindikati, ki so glede na to, da je pa Kozlovič danes dejala za kamere, da so v bistvu oni povečali svoje zahteve na račun verjetno tega, kar so slišali, da je bilo odgovorjeno tukaj, se pravi, del odgovornosti, mogoče, da ni samo vlada, ampak da so pač oni potem zahtevali toliko, da je preseglo mandat, ki ga je ona imela. Tukaj bi nadaljevala, namreč sindikati, nekateri pravijo, da je ta ponudba neuravnotežena z njihovimi zahtevami oziroma z njihovimi dosežki pogajalskimi. Skratka, da ste vi, če obrnem drugače, dobili preveč, glede na to, kaj so dobili oni. Zlasti jih moti to razredništvo, 3 dodatni plačni razredi, pravi tudi mi, naši zaposleni, strokovni delavci, bi si zaslužili 3, ne pa le 2. A lahko še jaz samo dodam, gre morda za... Ampak če odgovori najprej eni, pa potem drugi, pa tretji se vam čas. Se povezuje vse. A gre mogoče za spor med sindikati, ki bi lahko vladi celo povezali? Ja. To je vse povezano. Hvala lepa za vsa 3 vprašanja, jih v celoti razumem. Neravnotežena ponudba pri stanju stvari, ki ga imamo, mora biti. Zato, ker nismo vsi v enakem izhodišču. In vlada republike je bila prva tista, ki je rekla, te izračuni, ki smo jih predstavili mi, so resnični. Vi na univerzitetni izobrazbi je zaostajanje povprečnega torej učitelja za uradnikom 500 evrov. In tukaj je treba nekaj narediti, kar pomeni, da če gremo vse enako izboljševati, da tega problema ne naslavljamo. In naš ključni problem, naša ključno zahteva, ki smo jo mi naslavljali v svojih stavkovnih zahtevah, je bila vezana na to, dajte tudi naše delo vrednotiti toliko kot drugih, s katerimi se upravičeno primerjamo. Razen, če kdo misli, da se ne moremo, da je delo učitelja, vzgojiteljice bistveno enostavnejše, bistveno bolj preprosto, manj odgovorno, manj stresno, karkoli že želite, kot je recimo delo v državni upravi ali kje druge v javnem sektorju. To je mogoče, ampak potem naj ima tisti, ki to meni, toliko poguma, pa pogleda učiteljem v oči, pa je reče, vaše delo ni pomembno, brez vas se da živeti, nič ne štejete, prihodnost naše države ni odvisna od vas. Naj potem to jasno povedo. Glede drugega. Mi smo stavko napovedali vladi Republike Slovenije z jasno opredeljenimi 3 stavkovnimi zahtevami. In mi nismo v relaciji z kolegi in kolegicami v drugih sindikatih, katerih zahteve, še enkrat povem, podpiramo. Naše razmerje konfliktno je z vlado Republike Slovenije. In tu nosi vso odgovornost, ne glede na to, kako ravna vlada v drugih skupinah, vlada Republike Slovenije. In jaz se, bom rekel, v te interpretacije ali, bom rekel, špekulacije ali predpostavke preprosto ne želim spuščati. Za mene je relacija med vlado in SVIZ-om in na tej točki nosi vlada popolno odgovornost za vsa svoja dejanja, ki pa so lahko seveda tudi taka, da na nek način podležejo, če hočete, pritisku tudi drugim. Ko ste rekla, da mogoče vlada ne ceni Nič. Ko ste rekla, da mogoče pač, da če vlada nima, da ne ima to poguma, da pač povejo, kaj si pač mislijo o učiteljskem delu,
pač mogoče ne povejo direktno, ampak slišati je, naprimer, 6 ur so v šoli in 3 mesece so na dopustu. Ja, kaj naj rečem na te, bom rekel, predsodke ali pa na nekaj, kar ne drži. Veste, če vam jaz postrežem z analizo, ki je naredila pedagoška fakulteta, da so učitelji v povprečju obremenjeni 42 ur na teden, tega nihče nikoli ne zapiše. Da so britanski učitelji recimo ugotovili, da so 45 na teden in da je ključni razlog, da jim primanjkuje učiteljev ta, ker je delo preveč zahtevno in premalo plačano, tega tudi nikoli noben ne zapiše. 3 mesece ni noben učitelj nikjer na počitnicah. Noben učitelj ne dela samo 6 ur na dan. Učitelj ima pedagoške ure in vsako pedagoško uro se pripravi in je treba pripravo narediti in jo mora biti predložena. Vsi učitelji imajo doma, popravljajo, ko greste vi, ki jih vidite z vrečkami učiteljice matematike, nesejo domov šolske naloge, kjer popravljajo zvečer naloge. Doma. Ne? Imajo pedagoške konference, imajo stike obvezne za starši, imajo strokovne aktive. Ne. To je tako, kot bi rekli, ne, ker te žaljivke, se veste, grejo v tisto smer, ne, visokošolski učitelji delajo samo 6 ur na teden, kot bi rekel, da zdravnik dela samo takrat, kadar operira, sicer pa ne dela nič. Ne. Ker veste, da ni res. Ampak to je natančno isti predsodek, ne, ki se ga poskuša tukaj na grob način podcenjujoče žaliti delo učiteljic in učiteljev v tej državi, vzgojiteljic, ki dosegajo, še enkrat vam bom rekel, nadpovprečne rezultate po vseh mednarodno primerljivih analizah. Nadpovprečne rezultate. Slovenija ima nadpovprečno dobro šolstvo. Lahko mogoče špekuliramo, kaj se bo zdaj naprej zgodil. Če so zdaj drugi sindikati zahtevali več, kakor so že v bistvu pristali, pa če bi vlada recimo privolila v to, bi potem vi zahtevali več, če se mogoče pripravljeni odpovedati temu razredništvu? Ne, poglejte, mi se te igre ne bomo šli. Naše zahteve so bile opredeljene včeraj zvečer, novih ne bomo dodajali, bomo pa vztrajali na tistem, kar je bilo na ravni pogajalskih skupin dogovorjeno, da se to realizira tudi za ceno radikalizacije stavke. Nič drugega ne bomo počeli. Ampak, če bo pa vlada svojo kredibilnost tvegala tako, da bo od tega odstopila, potem pa seveda imamo zaposleni v vzgoji in izobraževanju popolnoma vso moralno pravico, da temu ustrezno tudi ravnamo in na nek način se opredelimo do teh, ki so do take situacije pripeljali in tako nekredibilno ravnali. To si jemljemo v zakup in bomo to tudi, verjemite mi, učinkovito počeli, če bo to potrebno. Kar se tiče razredništva, sem prej pozabil tudi kolegici Langovi odgovoriti. Razredništvo je problem v tej državi 25 let ali pa več. Zaradi tega, ker se tudi v novem plačnem sistemu, veste, je prišel do tistega dodatka 1,8 evra, mi nismo podpisali kolektivne pogodbe za javni sektor leta 2008 za Virantom. Eden od argumentov, ki smo ga navedli, je bil tudi razredništvo. Ker se nam zdi, da je vsakemu zdravemu človeku jasno, ki ima otroke v šoli, da je razredniško delo zahtevno. Jaz ne rečem, da je vedno opravljeno idealno, dobro in učinkovito. Tudi ne trdim, da ni slabih razrednikov, tako kot v drugih poklicih. Ampak sama naloge so pa skrajno kompleksne, ker zahtevajo relacije z otroki, z učenci, administrativne odločitve, ki so strokovne, ki so hkrati tudi organizacijske. In mi želimo kot na neki simbolni točki, namreč razrednik je tudi strokovni organ po zakonu. To zelo redki vedo,
je zapisan v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki mu že sam po sebi daje nek poseben status. In nič drugega, kot to želimo to artikulirati. Razrednikov ni v zdravstvu, jih ni v državni upravi, jih ni v sociali. To je nekaj specifičnega za šolstvo in ne razumem, koga lahko to boli. Očitno boli. Lahko še v povezavi z jutri, mogoče malo številk, koliko zavodov bo vključenih v stavko ljudi? Pa koliko ljudi pričakujete na stavko? Torej, kot veste, smo mi zelo dobro organiziran sindikat, to rečem brez kakršnega koli, bom rekel, lažnega, deklarativnega ponosa. Dejansko smo zelo dobro organizirani, kot veste, mi sproti spremljamo vse podatke o stavkajočih. Tudi vidite, da so naše številke vedno natančne, da vedno imamo pravzaprav nadzor nad tem, tako kot pri zadnji stavki bomo tam okrog 9. ure imeli že prve podatke, ki bojo v 95% že govorili o tem, koliko ljudi je v stavki, namreč mi imamo nek poseben programček, da nam vsak sindikalni zaupnik iz vrtca, iz šole javi po naši tej interni prešteje, koliko ljudi je v stavki, koliko je zaposlenih, tako da se tukaj samo številke seštevajo in to delajo učiteljsko dosledno, bom rekel. Ne, tukaj ni tako, da bi jih samo 3/4 poslala, ampak vsi pošljajo. In potem bomo imeli po shodih, ki bodo ob 12. na 11 lokacijah, bomo imeli tudi tiskovno konferenco, kjer bomo tudi številke dodali o tem, koliko je bilo ljudi na teh 11 lokacijah, kjer bomo imeli te proteste. V Ljubljani bo seveda pred vlado Republike Slovenije in bomo zdaj te, rekel, jezne kolegice in kolege, ki so v Ljubljani prosili, da pridejo pokazati, koliko so jezni tudi pred vlado Republike Slovenije, ker bomo naslovili te ključne probleme, potem na tiskovki tudi sporočili, kaj se nam je skozi cel dan dogajalo. Verjetno bomo tudi bolj natančno povedali, kako bo izgledala stavka 17. aprila, ki bo seveda tista, ki bo pomenila tudi neko zaostritev. Pojavljajo se različne ideje, vendar v tem ta trenutek ne želim. Ali že imate mogoče kakšen datum, da se boste spet usedli z vladom? Torej, mi razmišljamo, da bi vlado povabili kar takoj na pogajanja, ker ni kaj čakati, če želimo zdaj na vsezadnje vsaj jasno ugotoviti, zakaj je šlo včeraj. Naš predlog bo, da se v četrtek po seji vlade dobimo, povabili bomo vlado sem v te prostore, kjer se je do zdaj pogajala, pa bomo videli, kako bo ravnala. To bo treba nadomeščati jutrišnji dan v šolah. Zdaj, če me vprašate čisto, ali je treba stavko nadomeščati, a ne? Stavka je seveda ustavna pravica in je po naši presoji ni potrebno nadomeščati, se pa seveda posledično, posredno lahko zgodi, če šola ne izpolne kvote, ki je, kot veste, natančno predpisana pedagoških ur, ki so potrebni, da je lahko posledično to potem lahko tudi dopolnjevanje. Ampak zaradi same stavke nadomeščanja ne more biti, ker potem stavke ni bilo. Ne. Stavka je prekinitev dela, in kjer delavci in delavke ne delajo. Ne. Zato, ker so v sporu z delodajalcem. In mi bi se želeli seveda, da bi ta reč bila zaključena tako, da ne bi obremenjevali, kot sem rekel, tretjih, ki niso v tem sporu nič krivi, pa nosijo neprijetnosti in težave, ki se bodo seveda zgolj še kopičile. Ampak to moram odkrito povedati, brez da bi kaj skrival, da to razlog za to, da bi se mi iz tega položaja umaknili, ne bo v končni konsekvenci.
Še kakšno vprašanje? Lahko še enkrat na kratko ponovite, katere tri so neusklajene? Ja, hvala lepa. Torej, ob teh bistvenih strokovnih zahtevah, ki smo jih dali, regres je usklajen, to sem že povedal, ne? Usklajeno je razredništvo, kot sem že povedal, to je bila druga strokovna zahteva, in usklajena so zvišanja, izboljšave vrednotenja dela pri vzgojiteljicah, pomočnicah, pri učiteljih in drugih strokovnih delavcih, tako na visokem šolstvu, na univerzi, kot tudi na douniverzitetnem izobraževanju. Skratka, vse tri bistvene zahteve. Ob teh osrednjih dejstvih je ostala odprto vprašanje, kdaj se ta zvišanja, ki so bila dogovorjena, izplačujejo. In sicer je prišlo do neuskladitve zgolj na 3. datumu. Vladni predlog je 1/3 tistih, ki grejo za 3 plačne razrede, da govor teh je bolj malo, 1.9. letos, 1.9. prihodnje leto in 1.9. leto 2000. Naš predlog je, da tisti, ki jih zadeva tudi 3. datum, ta v letu 2020, da se vse skupaj izplača konec leta 2019, to je 1.9.2019. Tukaj je razlika, to je ostalo odprto. In ostal je odprt del, ne vse, del teh vladnih zahtev, ki jih postavlja ona iz druge strani v strokovne zahteve, sicer nekaj neobičajnega, ampak še kaj drugega hujšega se v tej državi dogaja, pa kljub vsemu gre karavana naprej, ne? Pa je, da se ne zamaknejo napredovanja, ki se vežejo na nazive v izobraževanju in seveda tudi posledično drugod v kulturi in v sociali. To so napredovanja v strokovne nazive, ki so zelo, bom rekel, vsake 4, vsake 5 let, a ne? Da se ti ohranijo datumi tam, ki so zapisani v pravilnikih. Mi imamo recimo 3. april, juni in pa november. Medtem, ko bi horizontalno napredovanje v plačne razrede, to se pravi tam, ko ti napreduješ vsaka 3 leta, vsi javni uslužbenci in uslužbenke, da pa ta, kar se nas tiče, so lahko premaknjene tudi na december. To se pravi, ta del tega premika, s katerim vlada varčuje, ne, ki se tiče na strokovne nazive, ne bi ostal tako, kot je. Ampak smo se še vedno tudi pripravljeni o tem pogovarjati. In tretja odprta točka je ostala na zvišanju plač zaposlenih na univerzi. Tistih, ki nimajo magisterija ali doktorata, ampak ki imajo univerzitetno izobrazbo. To so razni strokovni sodelavci, tudi asistenti, potem bibliotekari, lektorji in tako naprej. Tam je bil razkorak, da je vlada predlagala 2, mi smo pa ostali pri 3 plačnih razredih, torej izključno na univerzitetni ravni in seveda pustili to odprto. Še enkrat, tukaj ne gre za bistvena vprašanja. In seveda, ko je gospa Kozlovič rekla, da se mi nismo približali, preprosto to ne drži. Mi smo odstopili od prvotne zahteve pri razredništvu za polovico, mi smo odstopili od pomočnice vzgojiteljice oziroma novega delovnega mesta, učitelji smo odstopili ravno tako v celoti, a ne? In pri tistem delovnem mestu, ki smo ga hoteli izenačiti za zdravniki, kot veste, so zdravniki posebno delovno mesto višjega zdravnika upeljali, ki je 5 plačnih razredov više kot sicer, smo odstopili tudi od tega delovnega mesta. Tako da poskušati zamegljevati dejstvo, da je na tej strani, tako kot je to navajala, neka volja, da se dogovorimo, pri čemer pa seveda ne bomo popuščali pri našem ključnem
da vsaj delno zmanjšamo zaostanke. Videli jih boste tudi danes, sem vam ponovno dal tele grafe, ki vsi enoznačno kažejo na to, so oziroma SURS-ovi podatki, ki so potem obdelani, a ne, pa seveda ni nobenega govora, da pri takih točkah ne moremo odstopiti. Lahko poveste, koliko pa ste se dogovorili za napredovanja po nazivih pri učiteljih, ker naj bi ravno to bil ta razlog za nas, torej svetovalci in Torej, ta dvig osnovnega plačnega razreda sam po sebi vpliva tudi na zvišanje v nazivih. Edino, kar smo predlagali, je, da se korak med mentorjem in svetovalcem, ki je nižji kot dopušča zakon, ne, in je sicer praksa, ne, poveča za en plačni razred. Torej, da bi premaknili korak med mentorjem in svetovalcem na 3. To je bilo, zdaj je pa 2. Kot veste, razlog, zakaj za 2, ne, zakaj ta naziv manj vreden, ni racionalen, je posledica tistega prvega dogovarjanja, ko je bil spet problem denar in smo morali pristati na nekoliko nižji korak med mentorjem in svetovalcem. Ampak razloga za to vsebinskega pa ni nobenega.